Spoštovani, v imenu Slovenske kinoteke želim en lep dober popoldan, ki bo, verjamem, za mnoge od vas v dvorani tudi lep večer, v dvorani Silvana Furlana, in sicer na prav posebnem dogodku, filmskem dvojčku, ki smo ga tematsko naslovili Ideologija na filmu. Lepe in zanimive zgodbe včasih nastanejo spontano. Namreč lani septembra smo v spomin na preminulega jugoslovanskega režiserja Veljka Bulajića predvajali njegovo kultno partizansko epopejo iz leta 1969, bržkone najdražji film jugoslovanske kinematografije, Bitka na Neretvi. To ni bil samo epski in takrat tudi najbolj gledan film o eni najbolj znanih bitk iz druge svetovne vojne, v kateri so enote partizanske vojske s taktično prevaro rešile veliko število ranjenih in bolnih, ampak pravi filmski spektakel, v katerega so v letu in pol snemanja v produkciji vključili 58 tovarn, 10.000 vojakov Jugoslovanske ljudske armade, 140 topov, 50 oklepnih vozil, 50 konj, 28 kaskaderjev ter pokurili 80.000 nabojev in, kar je še najbolj blasfemično, 152.000 metrov filmskega traku. Če citiram kar igralca Bato Živojinića, ki je v dokumentarcu Cinema komunisto, režiserke Mile Toraljić, izjavil naslednje: "Takih filmov ni mogla snemati nobena velesila. Američani ne bi mogli nikoli posneti Bitke na Neretvi, ni šans. Da bi imeli toliko tankov, topov, tovornjakov in pušk in da bi vse to lahko potem zabrisali v reko, česa takega ni mogel narediti nihče razen nas. Lahko smo, ker je Tito rekel, da smemo. Takoj, ko je on dal svoje privolenje, si lahko počel, kar si hotel. Lahko si celo razstrelil most." Konec citata. Kar so tudi zares storili, pri čemer pa je znano, da noben od 6 kamer, ki je takrat snemala to razstrelitev tistega mostu, ni posnela, da se je most razletel, zato so mogli potem z maketo poustvariti in posneti še enkrat. Kar hočem reči je, da Bitka na Neretvi ni bila le z vrha takratne oblasti odobren in finančno res bogato podprt film, ki govori o taktični vojaški zvijačnosti in pogumu partizanskih borcev, ampak je na neki način tudi zelo obscena razstava pregrešno dragega spektakla, v imenu katerega je bilo dejansko dovoljeno vse. Danes, če ne drugega, bi protestirali vsaj naravovarstveniki, saj so v Neretvo dejansko zmetali kup železja, protestirali pa bi tudi zaščitniki živali, saj so tja padali tudi konji. In te dve premisi, partizanska epopeja, ki slavi pretkanega maršala, in narodno-osvobodilni boj na eni strani, ter kot rečeno obsceno razkazovanje produkcijskih zmožnosti, ki si jih razen Sovjetske zveze ni zmogla privoščiti nobena država takratnega tako imenovanega vzhodnega bloka, se nam je zdela super iztočnica, da smo k uvodnemu predavanju za ta film povabili največjega filozofa med poznavalci filmske umetnosti in največjega poznavalca filmske umetnosti med filozofi, doktorja Slavoja Žižka. Ampak doktor Žižek je rekel, me ne zanima. Ter dodal, me pa zanima nekaj drugega. In to drugo je danes pred nami. Najprej nemški film Vajta Harlana, Darovanje iz leta 1944, ki mu bo sledil sovjetski film Padec Berlina Mihajla Čuarelja iz leta 1950. Zakaj je izbral prav ta dva filma in morda zakaj ga Bitka za Neretvo ne zanima, bo seveda povedal sam. Preden ga povabim na oder, dovolite še, da se za sodelovanje pri realizaciji tega projekta zahvalim Goethevemu inštitutu in vas opozorim, če morda niste tega pravočasno ugotovili, da bo film predvajan z angleškimi podnapisi, brez slovenskih podnapisov, medtem ko drugi film bo imel tudi slovenske podnapise. In še čisto na koncu, filozof Slavoj Žižek je gotovo eden najbolj zaslužnih, da je filmska umetnost, pa če tudi ni bila vedno umetnost, postala del filozofske refleksije tudi pri nas. Zato menimo, da je že res skrajni čas, da mu Slovenska kinoteka kot filmski muzej v zahvalo podeli častno kinotečno propustnico, k njej pa podajamo še knjigo Jurija Medena z naslovnim vprašanjem, kaj je kinoteka. Namreč filozofi imajo pregovorno raje od odgovorov vprašanja. Profesor Žižek, prosim. Upam, da vas ne bom preveč razočaral. Začel bom, jaz rad provociram v vse smeri.
Začel bom z nečim, in to bo moj odgovor na Neretvo, zakaj ne. Začel bom z nečim, kar mi bo nakopalo znova sovraštvo levičarjev. Prebral sem knjige ne nekih desničarjev, ampak Jože Pirjevec pa ti, ki jih celo marsikdo obtožuje za titoistično nagnjenost. In tam zveš, to, kar si omenila, prevara, to ni bila prevara. To je bilo vse dogovorjeno med partizani in Nemci. Nemci so jih spustili čez most, ker so hoteli, ker so vedeli, na drugi strani mosta je bilo ogromno četnikov. In Nemci so hoteli, da se četniki pa partizani med sabo čim bolj pobijajo. Čisto preprosto. To je bil deal. Se pravi, ni bilo tisto, genialno Tito, delimo se, da porušimo most, pol pa zgradimo. Drugo, boste rekli, a se pravim, da so četniki res bili odpor. Ne vem, vem pa to. Ker sem hodil še v šolo pod socializmom, so nam kazali, ko smo se učili drugo svetovno vojno, partijansko, tisto famozni plakat, Titova slika, nagrada 500.000 nemških mark, če izdaš podatke, kako bi ga ujeli. Jaz sem nečesa niso povedali. To mi je spet povedal nek levi zgodovinar, mislim, da je bil Marjan Britovšek, ki je bil specializiran. Jaz sem, ta plakat je imel 2 dela, na drugi polovici je bil pa Draža Mihajlović z isto nagrado. Tako da jaz tukaj, kako bi rekel, hočem biti pravi levičar in mislim, da je dolžnost levice, da se absolutno brezpogojno sooči z vsemi temi zadevami. Drugo, kar si rekla, dobro, da si omenila na koncu, sem že hotel protestirati v imenu največjega genija 20. stoletja Stalina, ker si rekla razen Sovjetske zveze, ne? Ja, Stalin je lahko več naredil kot Bulajič. Na koncu filma, ko boste videli, ko Rusi osvojijo Reichstag, kje so to posneli? Ja, tam, v Reichstagu. Spet so streljali nanj. To je ta pravi neverjetni film. Je pa še večja norost, ki jo je pa naredil Veit Harlan. Jaz mislim, da se moramo soočiti s tem grozljivim dejstvom. Kako so lahko tudi pristni umetniki del, pa niti ne samo zmanipulirano grozljive politike. Recimo, to, kar zdaj vidimo od Putina, ta prakticirano, ta, kako bi mu to rekel, ruski kompleks, da že od Napoleona naprej Evropa se v neki zaplete, pa jo morajo pa Rusi rešiti, ne, ker šele s pohodom na Moskvo, ki tam propadel, je bil Napoleon zgubljen. Čeprav, mimogrede povedano, moje privatne sanje so kot levičarja, da bi bilo blazno lepo, če bi Napoleon takrat zmagal. Bila bi že neke vrste Evropska unija, ne bi bilo ne prve, ne druge svetovne vojne in tako naprej. Samo to je druga zgodba. Hočem reči, da Veit Harlan po eni strani je, kako bi to rekel, najbolj gnusno od gnusnega. Ne? Ta pravi naci režiser. On, ne Leni Riefenstahl, pustite mojo Leni pri miru, ona je bila oportunistka, ampak ena ironija. Tukaj se strogo ne strinjam z Susan Sontag, ki je skušala potegniti kontinuiteto. Prvo njeni tisti Berg filme, kako se je reklo, gorski filmi, potem Olimpijada, slavljenje Hitlerja, po vojni so ji bili všeč Črnci, Plemena je odkrila lepa, potem še, na koncu se pa začela, ker je genialno, pri 90 letih potapljati. In to ne z masko, ampak 30-40 metrov v morje. Susan Sontag je probala najti neki motiv te obsedenosti z nekim prvobitnim življenjem, ki se vleče. Leta 1933, zdi, ali 2, mogoče ti skoraj veš, je posnela svoj najbolj slaven pred naci film, a je Blaue Engel, ali kaj se mi zdi, Plavi angel, neka italijansko-švicarska vas,
je neko samotno dekle na pol vila, ki čuva nek zaklad na hribu, pride nek moški, se zaljubita in ta moški seveda je kapitalist. Proba ukrasti zaklad, da bi razvil kapitalizem. A veste, kdo je bil takrat njen od Leni ljubimec in scenarist tega filma? Bela Balaš, komunist. In a veste, da je takrat ta film tudi tako bil sprejet? Levičari so ga vzeli kot kapitalistično izkoriščanje naravnih in tako dalje. In celo, ker jo hočejo vaščani linčati, pa pobegne v hrib to dekle. A veste, da je bila popularna na levici interpretacija, da ona je pravzaprav figura Židinje, ki jo hočejo lokalni kmetje linčati. Tako da Leni je bila mega oportunistka. Sam nekaj je pa res. Preberite, tukaj ne laže, ne šel preveriti, Triumf volje, najnižje. Glejte film, pa mi najdite en sam odlomek, kjer se slavi vojna. Ne, ona je strogo pazila. Enkrat je 3-4 minute nek idiot nekaj čveka proti Židom. Ampak to je zelo omejeno. Drugače pa samo se govori o miru in delu in socialnem razvoju. Blazno je pazila. Zato tudi med vojno je v bistvu štrajkala. Ona se je takoj prijavila, to je vse dokazano, celo posnetke imate, kot vojna korespondentka na Poljskem in tam je videla grozote. Kako so Nemci streljali poljske vojake, ujetnike in tako naprej, in je ponorela in se je šla pritožiti generalu. V trenutku so jo spakirali na avtovlak in nazaj. In potem je snemala tisti film, se je znan, ne vem, ki ga je po vojni, v bistvu si je zgradila notranjo imigracijo. Kar se pa Veit Harlana tiče, on je bil ta pravi nacij. Samo, a vi sploh veste, kaj je ta človek vse naredil? Prvo, a veste, da je on, mi je zelo žal, pozabil sem naslov, leta okoli 35, posnel prvo verzijo, ker je kasneje Hitchcock naredil kot Lady izgine. On je posnel izvirno zgodbo, to je bil nek podlistek, mit se začne, da je bila že okoli 1855-60. Je bila v Parizu svetovna razstava in ne ve se, a je to utemeljeno v dejstvih ali samo mit, ampak bila je popularna ta zgodba, da je bila tam neka Angležinja ali Američanka, ne vem, svojo materjo in je flirtala z nekim moškim za en dan. Je rekla moškemu, sta šla flirtat, greva po Parizu, zvečer se vrne v hotel in vidi, ni več njene sobe tam. Pa se je rekla, sej, vi ste ja bili sami v tej drugi sobi in gre v neko restauracijo, ker sta bili skupaj prejšnji večer z mamo, vsi zanikajo. Zdaj pa pride ta totalitarni, če že ne naci obrat. Ni nobena zarota hudobnih to. Na koncu ji francoski inšpektor reče, mama je zbolela za tifusom ali kaj kugo, ne vem, nekaj tacga, in da ne bi se panika širila, so morali v trenutku vse sledi zabrisati in kot dobra državljanka seveda ona z veseljem podpiše izjavo. Prišla sem sama, mame ni bilo, tukaj vidite ta naci dotik. Samo je zanimivo, on je ta mit prevlekel. Drugi film, naci socializem, celo če smem z vso zlobo reči samoupravni socializem. Spet mi je žal senilo sem, če imate zdaj tukaj Google ali kaj v telefonu, lahko pogledate. Okoli leta 1938 je posnel film neki kot Herrscher, v pomenu ne gospodar, ampak ta top menedžer, no, danes bi tako prevedel. Nek zmodeliran po Krupu, ultramiliarder, ki je star, umira in ko umira, vidi, da se njegovi nasledniki že kregajo med sabo. In se odloči, noben ni vreden mojega bogatstva in ga da komu? Tito, samim delavcem v samoupravljanje.
Tako je to. Potem pride najbolj grozno od groznega. Vem, Jud Zis, ne? O tem ne bi izgubljal besede. Groza od groze. Čeprav sta se, to je res, i on, Veit Harlan, i igralec Ferdinand Marjan, sta se upirala, ampak Goebbels ju je demokratično prepričal. Ne? Recimo, Veit Harlan je imel ženo, ki je bila nekaj daljno povezana z Židi, celo na pol židovskega. In Goebbels mu je lepo razložil, če ne boš igral te vloge, se pač lahko tvoji ženi kaj zgodi in tako naprej. Ne? Skratka, pol pa pride norost, zdaj smo na tem, kdo kaj troši. Ne? Niti Tito, niti Stalin se ne morata primerjati s tem, kaj se je zgodilo s filmom zadnjim med vojno Veita Harlana. Še bolj zanimivo, da ne zgubim tega. Po vojni je rabo ene 2-3 časa, da se je zelo neumnimi izgovori spacal za svoje nacistične filme. Za Žida Zisa je rekel, da ga je naredil pod pritiskom in kako neumno, da on ni napisal scenarija. Ne samo posnel in tako naprej. Ampak posnel je film, to bi bil tudi film, sam ni tako dober kot film, ampak ga lahko downloadate, Pirate Bay, Kolberg. A ste slišali za ta film? To je norost. Pozno poleti in jeseni leta 1944 je Goebbels verjel bolj kot Hollywood v Hollywood. Rekel je, pusti orožje pa to. En film kot model je bil v vrtincu, nas edino lahko reši. In je posnel zgodbo, Kolberg je neko malo mesto v vzhodni Nemčiji, na Baltiku, takrat je bilo, danes je poljsko mesto, Kolvič, ne vem kaj, ki je bilo par mesecev oblegano strani Napoleonovih sil, pol so sklenili mir in so se Nemci umaknili in je mesto preživelo. Veljalo je za simbol nemškega odpora. V čem je norost? Jeseni 1944 je za ta film Goebbels potegnil iz fronte vzhodne 20,000 vojakov, tovarne uniform so morale začeti delati napoleonske uniforme, celo realno mesto so razrušili, zbombardirali, da bi jo ponašali, kako ni ratalo, nažalost ne samo Hitler je zgubil, ne? Čeprav bom še eno zlobno tukaj rekel, ker sem res hudoben. A ste slišali kdaj od župana Ljubljane ali kjerih takih to modro misel ob Ukrajini? Vsaka vojna se konča na koncu s pogajanji in premirjem, ne? Moj zlobni odgovor na to je, ja, posebno druga svetovna, a se spomnite pogajanj na koncu pa premirja? Jaz se ne. No, ampak hočem to reči, da to je bila popolna norost. Racionalni naciji, ne da so bili kaj boljši, ampak racionalno razmišljajoči kot Albert Speer so znoreli od besa. Ne, Goebbels je bil prepričan. In bil je mal prepozen, šele nekje februarja 1945 je bil film končan in da bi lahko rekel Goebbels, da so ga prikazali v tujini, eno malo francosko, nizozemsko, ne vem, mestece so še držali Nemci, tja so spustili s padalom kopijo filma, tako da so lahko rekli, vidite, tudi v tujini slavijo ta film, ne? Je pa nek drugega zanimivega, preden krivimo Nemce. Jud Zis, ne? A veste, da v Nemčiji niti ni bil tak uspeh? A veste, da je bil veliko večji uspeh v okupirani Franciji? Toliko o tem. Jaz imam rad take podatke, ki ni bila vsa Francija rezistenca. Ne? No, skratka, to je delo. Po vojni je pa naredil dvoje neverjetnega, bil je čisti oportunist, Veit Harlan. Prvo je posnel film Verrat an Deutschland, izdaja Nemčije, ki pa je v osnovi pozitiven do veste koga. Poznate, Richard Zorge, največji špion. On je posnel film o njemu. Drugi film, edinstven skoraj za tisti čas, z nekim mutnim naslovom, tudi nekateri so drugačni ali kaj,
prva odprta, nikjer ni bilo ne v Hollywoodu, ne pod Stalinom tega, odprta v velikem filmu tematizacija homoseksualnosti, kjer je par prikazan pozitivno kot tragična žrtev. Ampak gremo na ta film, Opfergang. Če ste ljudje, morate na koncu mal jokati. Tudi, če vam je hudo. Ker sem že dovolj govoril, ne bom vlekel. Zanimivo je, da med vojno je posnel potem 2-3 melodrame. In ta je, po mojem, absolutno ta Opfergang, žrtvovanje, dogaja se leta 1900 v Hamburgu, ta imperialna še Bismarckova Nemčija, nobene omembe kakšne vojne velike ali kaj, višja buržoazija, tam se dogaja glavni junak, meni se zdi, da mu je ime Albrecht, je srečno poročen z žensko Oktavijo, dama, ki jo igra zelo zanimivo, ne vem, če to veste, Irene von Meyersdorf. Ona je bila Hitchcockian blond, plavolaska, koliko je bila možna pod Nemci, in mal hladna, ampak ta lepota, sta srečno poročena, potem pa v soseščino se neka bogata, pa ne v slabem pomenu razuzdana švedska imigrantka preseli Aels, nisem siguren, kako se to izgovori, in se zaljubi v Albrechta. Strastna ljubezen in na koncu seveda ona umre in veste, kaj je tako zanimivo, da njo igra Kristina Zoderbaum, žena Veit Harlana. In če pogledate njegove filme, praktično v vseh filmih jo on ubije. Tukaj umre od tifusa, v enem drugem filmu se utopi, to so opazili ljudje. Ni njegovega filma, kjer ne bi njegova žena, ampak zdaj pridemo do melodrame. In kje dejansko bi bil film skoraj subverziven, če ne bi Goebbels se umešal. Zgodba je torej v tem, ne bom vlekel, ste videli, ljubezenski trikotnik, on seveda ne pove ženi, ampak se diskretno dobiva s to Els, ki je, ste videli, taka živahna, jaha konja, pa še kaj, če smem biti obscen, vesela, in živahna in vse počneta, ker treba početi, in potem pa dobita oba tifus. Pač ali kugo, ne vem, neko od teh bolezni in se ne morata več videti. Ona je v svoji hiši, on v svoji hiši, oba morata ležati doma. Zdaj pride to je, sem prebral tudi izvirno zgodbo, po nekem manj znanem nemškem pisatelju, samo 40 strani, to je niti novela, ne. To je občudovanje prave zakonske ljubezni. Oktavija, žena, opazi, da ker se ne smeta videti, zaradi, mislite na COVID, koliko je COVID, ker ste v bistvu, je žena opazi, da njen mož vsak dan ob neki uri gre na konju mimo njene hiše, vmes je vrt, ker seveda ona je v prvem nadstropju in ve, takrat bo šel mimo in si pomahata in to jo ohranja pri življenju. Potem pa on, najbrž se od nje nalezu, še huje zboli. In si kar predstavljate, v čem je ta Opfergang, da to je prvo žrtvovanje, ko je on tako bolan, da mora tudi ležati, se ona, Oktavija, njegova žena, žrtvuje zanj in se prebleče, dovolj daleč je bila pot od hiše, v njegovo obleko in ob par tednov ob istem času gre na konju mimo hiše in pomaha, da bi njo rešila, da bi njo ohranila pri življenju. Tukaj potem se stvari zapletejo. Ne v tem pomenu, ko vidite, ampak
v pomenu, da konec zgodbe je, da umreta ona dva oba. Ona dva pomeni Els, ta razuzdana Švedinja, in Albrecht, mož. In žena ostane sama. In ve, da je mož vedel, da ona tako hodi tolažiti njegovo ljubico, skratka, ona se je žrtvovala. Tukaj pa ta idiot, tukaj pa je bil idiot, Goebbels posredoval, ker ni hotel, da moški umre. Ker je rekel, to ni dobro. Zdaj, druga vojna, leto 1944, moški res umirajo, ne? In je pritisnil nanj, da mora samo ona, Els, Švedinja, umreti. In s tem je naredil film veliko bolj konzervativen, skoraj bi rekel blizu fašizmu. Ker tukaj je potem konec tak, da bom tako rekel, tukaj je konec tak v filmu, da ta Els, ona umre, ni pomagalo preveč, da ona hodi mimo, to je malo podaljšalo življenje, ona umre in potem konec, boste videli, je neverjeten. Družina je združena skozi njeno Els, Švedinjo, žrtev. On pa ona, on pomeni Albrecht, njegova plavolasa žena, sta spet srečen par in priznata, da ju je združila žrtev te preveč divje ženske, gresta na obalo in vržeta njen pepel noter in skupaj odjahata. Seveda smo tukaj v zelo zanimivi konzervativni ideologiji, to ni preprosti neumen konzervativizem. Ne, to je bolj konzervativizem v smislu recimo Traviata ali vseh teh, ne? Kjer ljubica ima lahko pozitivno vlogo, če ve, da moškega vzburi, pol se pa žrtvuje, pa umre. Pa s tem omogoči ta pravi meščanski par. Ampak če bi izvirni scenarij, na katerem je vztrajal Veit Harlan, ostal, da umre on in potem skoraj bi rekel, sta oni dve na koncu, žena in ljubica, to je skoraj lezbični par, skupaj vržeta njegov prah in postaneta na mik najboljši prijateljci in tako dalje. To je pa že boljše, samo nažalost ob vsej njegovi veličini, kako bi rekel, Goebbels ni bil zmožen tega videti. Ga razumem. Samo je pa zanimivo, kakšna absolutna norost je to bila. Srednja in celo pozna 40. leta v Nemčiji, ker je bilo preveč travmatično, a to veste, niso snemali nobenih vojno-propagandnih filmov. Snemali so melodrame in mjuzikle na pol družabne komedije. To je bila Goebbelsova taktika. Ta film je bil izjemno, ko boste gledali, privilegiran, ki je bil en prvih posnet v tem, kaj je že Aquacolor, ne, in problem je bil v tem, da je bil vedno razprodan, ker to je bilo leto 1944, niso imeli dovolj filma, dvorane so bile porušene. Tako da, to je zanimivo, mislite na to, ko gledate ta film, da je to spet posnet poleti 43, spomladi še 44, najbolj ugledna produkcija tisti trenutek. Žal mi je samo, da niso izvirni scenarij ohranili. Bal se je Goebbels, da bi to se bralo kot, a veste, mož je umrl na ruski fronti, ne? In potem žena in ljubica skupaj ga objokujeta. To bi bilo preveč, ne? Ampak vseeno, nekaj upam, da vas bo prepričalo, no? Kakorkoli je to grozljivo reči. Je, tako kot Richard Wagner, še vedno sem absoluten wagnerijanc, ni bolj priskutne osebe skoraj privatno, ampak vedno, kadar se kregam z anti-wagnerijanci, ki pravijo antisemit, rečem, ja, privatno, gnusno, samo poglej njegova dela. Sej glavni wagnerijanski heroj,
od prvega, Fliegende Holländer, leteči Holandec, do zadnjega, ne Parsifal, ampak Amfortas, kralj v Parsifalu, to sta figuri, Wagner je sam to vedel, večnega žida. To je figura nekoga, ki je ranjen, ampak to je ta že kafkijanski paradoks, ga ima. Zaradi rane ne more umreti in išče mir, ne da bi srečno živo, ampak zato, da bi v miru umrl. Glejte Parsifal, ta glavni bad guy, Klingsor, ni žid, on je prej nek arabski lik, ali ne vem kaj. Tako je po namigih neki Španija, pa tako zveš. Tako da za ta paradoks morate biti odprti. Življenje je krivično. Pomeni, lahko si precejšnja svinja, ampak ohraniš neko umetniško integriteto in tam dejansko nekaj narediš. Da končam, da ne bom predolgo, sam še en detalj. Bodite pozorni še na, veliko je še za reči, ampak ni časa, še na eno podrobnost. Elsta, živahna Švedinja, kako umre, to je zelo lepo posneto, ni tako, da preprosto umre, ampak sanja o tem, da se ji v sanjah prikaže njen ljubimec Albrecht in v sanjah mu ona reče, nočem več živeti, sem poguba zate, bom raje umrla, zato da boš ti spet srečen s svojo ženo. To se mi zdi spet genialno, se pravi, ni preprosto, ona je umrla, ampak je to predstavljeno kot nacističen film, kot njena zavestna odločitev, da se umakne, da bo družina spet skupaj. In tukaj jaz grem do konca. Ne vem sicer, kaj je boljše. Vic, ki ga stalno poslušam, je, da so, v čem je razlika med katolicizmom in protestantizmom. V obeh lahko, če si moški, bolj kot ženske, seveda, varaš ženo ali kogarkoli, koliko hočeš. Razlika je samo v tem, da v katolicizmu pravilo je to, deli, kar hočeš, samo povej to konc tedna v spovedi. Ne? Protestantska pa je, deli, kar hočeš, samo pri tem se moraš malo krivga počutiti. Ne? Pa je vse v redu. Teda, ta film bi bil bolj protestantski, kljub vsemu. Samo hočem reči, da a vidite, tako morate brati, kje je nacistična dimenzija tega filma. Kako je zadaj neka precej gnusna fantazma, da se ta živahna ljubica ne umre od bolezni zaradi božje kazni, ampak sama sprejme smrt, se izbriše iz podobe, da je srečni par spet skupaj. Dejte temu filmu šanso, ne v pomenu postanite naciji, ampak v pomenu, to pomeni tragedija zgodovine. A veste, da dejansko so ljudje, ki so pač, čeprav Harlan je vprašanje, koliko je bil, pa je bil, čiste svinje in tako naprej, ampak neko minimalno integriteto je pa imel, tako kot sam, da rečem veliko ime Richard Wagner. Ja, antisemit, ampak za premiero Parsifala je absolut ustrajal, sem pozabil njegovo ime, da je bil nek žid dirigent, ker je vedel, ta je najboljši, edino ta gre. Velikokrat v obupanih časih kot danes je to dovolj. Ne vemo, kaj nas čaka, ne vem, če ste slišali, zadnja novica, ki sem jo jaz slišal iz Rusije, je da, moj prijatelj, mislim za ebansko, horor, Aleksandr Dugin, ste brali, je dal nov predlog, da se vrže ven iz mavzoleja Lenina in da se že začenja pripravljati mavzolej, da bo to pol mavzolej za Putina, ko bo umrl. In zato sem jaz, če nič drugega, da spet ponovim zgodbo, malo zdaj bledem v drugi smeri, za Ukrajince. Poslušajte, pa kako bi rekel, a spet da povem to staro zgodbo, ki skozi ponavljam. Glejte posnetke, 2 govora je imel Putin
leta 21 in 21. in 23. februarja, ko se je začel napad. V obeh je kritično omenil eno samo ime, Lenin. Rekel je, Ukrajina bi se morala imenovati Ukrajina Vladimirja Iliča Lenina, karkoli se da reči proti Leninu in se strinjam, teror se je že takrat začel pa tako. Sam ruski nacionalist pa Lenin ni bil. On je do konca vztrajal, da mora biti pravica do samostojnosti sovjetskih republik popolna, ne glede na to, kdo je tam na oblasti. Veste, kdo se mu je tukaj celo zoperstavil? Tista, ki jo vsi liberali slavijo, Rosa Luxemburg. Rosa Luxemburg je bila bolj zahrbtna. Ja, samostojno sem, če vemo, da so naši tam na oblasti. Zato je recimo zadnji, to je zdaj spet, to je neverjetno, kako se zgodovina ponavlja. Kje je zdaj problem glavni? Ukrajina in Gruzija. To je bil točno problem, ko je Lenin umiral. Lenin je grozno videl, kako Stalin hoče obglaviti vodstvo Gruzije in se je popolnoma solidariziral in ga je na seji politbiroja Stalin, tam ni bilo Lenina, on je že umiral, bolan, obtožil za buržoazni nacionalizem. Ne. Se pravi, pazite, kaj hočete, glejte na konsekvence. Hvala, se opravičujem, ker sem bil predolg, več se bom pa imel zapovedati, ker če je to sublimni film, je pa tisto, a veste, ki je nekaj tako lepega, da te kar zaslepi, da niti gledati ne moraš, ne. Tam vidite, moja teorija je v tem, boste videli zakaj, glejte, če boste isti tam, ne. Glejte ta padec Berlina kot, pa to ni druga svetovna vojna, to je Hollywood v čisti obliki. Se veste, kaj je finta Hollywooda? Da tudi, če je o največji svetovni katastrofi ali vojni, to je samo ozadje para, ki se skozi katastrofo zruši. In se prav da cela linija vzpostaviti, kako so scenaristi to zavestno delali in da se potem ne bom ponavljal, samo s tem končam. Mihail Ciuarelli, ki je drugi film naredil, to je genij, on je bil Stalinov drinking buddy, ne? In je zato lahko nekaj naredil. Mi je žal, enkrat moramo narediti ciklus, če bi dobili še en film, ki je mogoče še boljši, ampak je bil skromen, Kljatva, v pomenu zakletev iz 647, da ne bom zdaj vlekel, na koncu pride neka ženska, postane heroj, ki je nekaj izumila, ne vem kaj, in Stalin ji zahvalo sprejem leta 1946 poljubi roko. Ko sta skupaj s Ciuarellijem gledala film, je Stalin rekel Ciuarelliju, to pa je narobe, jaz nikoli v življenju nisem poljubil ženski roko. Veste, kaj mu je Ciuarelli odgovoril? Bod tih, sovjetsko ljudstvo ve boljš od Stalina, kaj bi Stalin naredil. Pravilno, imel je pravilno teorijo. In ker sta bila prijatelja, ni naslednji dan zginil, kako bi rekel, je še posnel. Hvala lepa, uživajte pa, če boste isti idioti, jaz štejem zase, vidimo se ob 8, ne? Hvala.